Včasih je kakšen test prav težko napisati, predvsem zaradi ostalih konkurentov. Tega že. Evo, razložim. V testu Forda Tourneo Custom, Toyota ProAce in še kakšnega sem rekel, da so prav super. Zelo prijetni in dodelani kombiji so, zato boste z njimi nedvomno uživali. Potem pa pride zraven Mercedes V in ga z besedami težko pohvalim še bolj kot sem tiste. Pa ga moram najti način. Ok, vse je jasno. Tole je najdražji klasični kombi, ki ga lahko kupite pri nas. Cenovno druščino mu v bistvu dela samo še Volkswagen Multivan, vsi ostali pa so občutno cenejši. Oziroma, niti niso na voljo tako pregrešno dragih različicah, V pa je. Tale ima oznako 300D, 4-kolesni pogon, 9-stopenjski samodejni menjalnik 9G Tronic in kup dodatne opreme, zato stane 70 000 evrov. Ne, hecam se, cena ni prava. 90 000 evrov stane. Vsi sedeži so usnjeni in zelo udobni, vsi potniki imajo, oziroma vsi sedeži imajo tudi naslone za roko, sedeže je mogoče enostavno zlagati, materiali so odlični in izdelava tudi. Edino tale del še vedno škripa in to me moti, prej je škripal ves celoten ta del, pa so zadevo prenovili, je občutno bolje, ampak pri tej ceni tudi to ne paše. Tudi odlagališče veliko, pogrešam kakšnega blizu rok. No, sicer so pa na voljo še dodatki, ki potem dodatno razvajajo, recimo električno pomična vrata, tudi prtljažna, tako zelo umirjeno in zelo prijetno okolje tole. Tudi cenejša vozila imajo lahko električno pomična vrata, se strinjam. Prednost V-ja je predvsem v udobju, med vožnjo je tole najbolj udoben in najbolj tih kombi. Grbin je prav nežno izplune, zvočno je super zatesnen in znotraj je posledično res tišina. Krmiljenje je super, mislim, res je odličen. Edina stvar, ki me malo moti, sta tista dva sredinska vzglavnika tamle zadaj, ki zmanjšujeta preglednost. Samodejni menjalnik ima sicer skoraj toliko prestav kot pri kakšnem tovornjaku, ampak se med njimi premika zelo hitro in uglajeno, pravo izbere tudi takrat, ko boste bolj zahtevni. Skratka, vse štima. 4-kolesni pogon skrbi, da jo prijema res veliko, motor 176 kW oziroma skoraj 240 konjički, pa ni preglasen, je pa zato konkretno zmogljiv. Pač kombi za fotra, ki se ne more sprijazniti, da bo odslej med počasnejšimi v prometu. Viso je navora ogromno in posledično je vožnja res povsem nenaporna. Tale konkretna prenova mu je torej dobro dela, sploh spredaj s tistimi novimi lučmi se mi zdi, da izgleda bistveno bolj moderen in v tem trenutku je tole najboljši kombi, ki si ga lahko umislite. Če se vam seveda ne bo rosilo oko ob pogledu na ceno, ker tudi tole še zdaleč ni najdražja različica, ki si jo lahko umislite. Tista je brez težav preko 100 jurjev.